najbolj naporen del tega modula je to, da je 3-dnevni in v teh 3 dneh je treba vzdrževati lastno telesno temperaturo. Se pravi, ne moramo si privoščiti tega, da imamo mokra oblačila na sebi, da ne jemo sproti, ker smo 3 dni zapored vzunaj. Se pravi, ni ob 3 konc, da bi se šli domov pogreti, ampak je treba 3 dni vzdrževati in paziti na to, kaj jemo, kaj imamo oblečen, kaj delamo po noč, kaj delamo, ko ni dela in tako dalje. Simuliramo padec v jezero, reko, recimo, kar se ti lahko zgodi pri prečenju neke vode. Sam padec v vodo ni nič posebnega, ker smo se že zgodili, da je verjetno padel v vodo, ampak v mrazu, po zimi, v led je pa to popolnoma druga izkušnja. Tisto, kar se ti zgodi, je, imaš opremo, cunje ti na moč takoj in voda je zelo mrzla in si šokiran, šok je. Sape ne dobiš, ne zajameš sape in vojake, naše častnike, počastnike probamo pripraviti na to, da bojo že imeli to izkušnjo in kot če se jim to zgodi, da bojo znali ravnati v takem primeru in rečemo temu bojevati se. Danes so pripadnika 34. mornariškega diviziona sodelovala v premagovanju vodnih ovir v zimskih razmerah in bila tukaj kot varovalca v skrajnih primerih, če bi bilo to potrebno. Moji hobiji v civilu so alpinizem, pohodništvo, tako da me nasploh veseli, gorniške veščine, zato sem se z veseljem odločila za to usposabljanje. Najbolj mi je bil všeč tale skok v vodo, ki je bil res nekaj novega, pa sploh ni tako hudo. Naučili smo se zelo veliko novih stvari, od kopanja snežnih lukenj, bivakiranja, priprava hrane, priprava oblačil, cel potek. Mogoče zjutraj se ven skopati iz šotora, iz bivaka, iz toplega zavetja, ali pa po noči, ko si dežuren, da se spet oblečeš, da greš ven spet na mraz, ko si enkrat že v spalki. Mislim, da je to najtežje. Najtežje pa bilo, ko smo imeli s sabo res ogromno teže, ko smo za sabo vlačili nosila in je bilo tudi ogromno v klancu za premagovati. Odnesli so se odlično, vrhunsko, tako da s tako motivacijo in pristopom do dela si želim, da bi delali še naprej.